Moram dodati, da ste nova mednarodna predstavnica za javnost, torej za začetek čestitke. Najlepša hvala. Dodelili so mi to vlogo. Začeti želim z nekaterimi od številnih groženj, s katerimi se trenutno sooča Izrael in izzivi, s katerimi se sooča IDF. In seveda moramo začeti z najnovejšimi dogodki in to je Iran. Vemo za trenutne napetosti v Hormuški ožini. Vemo, kakšen je odziv Združenih držav Amerike in vemo, da je premirje videti vse bolj negotovo. Izrael trenutno ni vključen v diplomatski proces, ampak povejte nam, kakšen je vaš občutek glede pripravljenosti IDF v tem trenutku, če se bodo vojaške operacije kmalu nadaljevale. V redu, torej očitno je, da je IDF v zadnjih nekaj letih, skoraj 3 letih, deloval na številnih različnih frontah in se soočal z različnimi grožnjami. Torej, če bomo morali biti poklicani ali bomo morali iti drugo bitko ali karkoli se bo dogajalo v naslednjih nekaj dneh, bomo naredili vse, kar bo potrebno, da bomo delovali, dokler nam bo politični vrh dal navodila in naredili bomo vse, kar bo potrebno. Mislim, da smo v zadnjih nekaj letih šli skozi veliko izzivov, tako da mislim, da bomo sposobni soočiti se s katerimkoli izzivom, ki nam bo postavljen. In grožnje, ki so se pojavile v zadnjih letih, ko se približujemo skoraj 3 letom od 7. oktobra in ko pogledamo grožnjo Hamasa, grožnjo Hezbolaha, da ne omenjam Hutijev, ter seveda glavohobotnice sam Iran. Želim vaše mnenje o trenutni sposobnosti IDF, da zaščiti državo na vseh frontah. Če bi prišlo do ponovnega izbruha terorizma in bi se zavezniške oborožene skupine vključili na večji ravni, kot so trenutno, tako rekoč. Ja, torej IDF deluje iz naše varnostne cone, tako na severu, kot tudi v bližini Gaze oziroma okoli Gaze. In IDF ne bo dovolila nobeni teroristični organizaciji, da bi prišla do naših civilistov, preden naleti na IDF. Tako delujemo od takrat naprej. In veliko smo se naučili od 7. oktobra. In ne bomo dovolili nobeni teroristični organizaciji, da se vzpostavi ne v Izraelu in ne na nobeni meji Izraela. To je tisto, kar počnemo zdaj. In zato imamo naše varnostne cone, da zagotovimo, da se teroristične organizacije soočijo z IDF in ne z našimi civilisti na mejah. Te varovalne cone so izjemno pomembne za zaščito civilistov znotraj države. Vendar je poveljnica IDF, Jael Samir, pozvala in dejala: IDF potrebuje več vojakov. Zdaj se ne bom spuščala v zakonodajo o izogibanju naboru in politična trenja glede te teme v tem trenutku. Povejte nam, kakšne so potrebe glede osebja, glede rezervistov za IDF v tem ključnem času? V redu, Izrael je majhna država in IDF so ljudje Izraela. Ljudje Izraela pa so IDF. Tako stvari delujejo v tej državi. In imamo izzive, s katerimi se bomo verjetno morali soočati v prihodnosti. In prepričana sem, da bomo našli rešitve za soočanje z vsakim izzivom, ki ga imamo, če govorimo o številu ljudi in koliko je rezervistov. Vojska je kraj, ki daje priložnost vsakomur, da pride in služi na kateremkoli položaju. Ne glede na to, ali so to ženske ali moški, verni ali neverni, in prepričana sem, da bomo lahko kos vsakemu izzivu. V tej državi imamo veliko ljudi, katerih cilj je varovati njene meje in to zelo posebno mesto. Zato bomo s tem nadaljevali. In prepričana sem, da bomo na koncu kos vsakemu izzivu, ne glede na število ljudi, ki so zdaj ali bodo v prihodnosti vpoklicani. Mislim, da bi bilo veliko ljudi kljub samo temu času še vedno presenečenih, če bi izvedeli, da IDF še vedno odkriva teroristične predore v Južnem Libanonu, ki so namenjeni vstopu v severni Izrael. In prav v zadnjih dneh smo izvedeli, da so v Gazi poskušali ponovno vzpostaviti te teroristične predore. In vemo točno, kakšen je bil tam namen. Povejte nam, kako prepričani ste v sposobnost IDF, da zagotovi konec tihotapljenja orožja, streliva, tihotapljenja ljudi skozi teroristične predore
Da ne omenjamo načrtov, ki so v pripravi za poskus izvedbe še enega pokola, kot smo ga videli 7. oktobra. Tako, to so pravzaprav razlogi za te varovalne cone. Zato je IDF tam in opazuje, ter skrbi, da naši civilisti niso ogroženi in da se ne gradijo novi predori. In da se 7. oktober ne bo ponovil. Zato je IDF še vedno dejaven na vseh frontah. Obstajala bo prihodnja grožnja in tega ne bomo več dopustili. Tako da, ja, še vedno odkrivamo infrastrukturo tako na severni kot na južni strani. In se s tem spopadamo. Onemogočili smo številne zmogljivosti in nevtralizirali številne teroriste, spet, tako na severu, kot tudi Hezbolah in Hamas. In vsak dan, ki mine, dosegamo vedno več uspehov. Obstaja še en del regije, ki ima svoje izzive, in to je Zahodni breg. In bilo je nekaj kritik na račun IDF, da niso bili dovolj strogi, posebej proti naseljencem, ki so napadali palestinske vasi. Res je zapleteno, ampak kakšen je vaš odgovor na takšno raven kritik? V nekaterih primerih obstajajo obtožbe, da vojaki celo zamižijo na eno oko pri nekaterih incidentih. Kakšni ukrepi bodo sprejeti, da se to ne bi dogajalo? Vem, kakšne so naše vrednote, vem, zakaj so naši vojaki usposobljeni. Vem, da nočemo škodovati nikomur, ki ni vpleten, ki niso del terorja ali nam na kakršenkoli način poskuša škodovati. Zelo težko je, boleče je, ko slišimo različne zgodbe o nedolžnih ljudeh, če se kaj zgodi, in je res, res težko. In situacija je zelo, zelo težka, tudi na Zahodnem bregu. Obstajajo različne oblasti z različnimi odgovornostmi, vendar so naši vojaki tam tudi zato, da zagotovijo, da lahko ljudje živijo v miru. In ne smejo dovoliti, da bi katerikoli skrajnež na katerikoli strani naredil nekaj, česar si ne želimo in kar ne sledi našim vrednotam. Tako da to je tisto, kar lahko povem o tem, kaj se v bistvu dogaja. Grožnja terorizma, ki prihaja z Zahodnega brega, je seveda tudi velika skrb za civiliste tukaj v Izraelu, ki spremljajo dogajanje na vseh teh različnih frontah. Obstaja zgodba, o kateri bi rada slišala tvoje mnenje. O ženskah v elitnih enotah vojske. In vidim, da se tudi ti smejiš. Zelo nedavno so prišle novice, potrditev, da je vojakinja v bojni vlogi zaključila usposabljanje za Sayeret Matkal. Za tiste, ki ne vedo, gre za eno najbolj elitnih enot v vojski. Povej nam, kakšen dosežek je to? To je brez primere in izzivi, ki čakajo ženske, ki želijo biti del teh elitnih enot, so veliki. Ja, IDF daje priložnost vsem, tako moškim kot ženskam. In kot sem rekla, verni, neverni, in želimo imeti dobro mesto za vsakega vojaka, ki pride in se počuti udobno tam, kjer služi. Zelo smo zadovoljni, da so ženske tudi v bojnih položajih in na visokih položajih, in veseli bomo, če jih bo še več. Zelo smo navdušeni nad tem. In ja, to je IDF, to je le ena zgodba. Sayeret Matkal je zelo posebna enota, vendar imamo še veliko več žensk na različnih zanimivih in pomembnih položajih in upam, da bomo lahko delili še več zgodb, da boste lahko videli. To je zagotovo izjemen dosežek. In končno, ko pogledamo trenutno situacijo, kot smo rekli, so minila skoraj 3 leta od 7. oktobra, travmatičen čas za celoten narod. Kakšna je vaša ocena morale med pripadniki IDF trenutno? Govorili smo o izzivih, o potrebi po rezervistih. Obstajajo rezervisti, ki so že 3. ali 4. vpoklicani, številne tedne so ločeni od svojih najdražjih, da bi zaščitili državo. Kakšna je vaša splošna ocena morale znotraj izraelskih obrambnih sil v tem trenutku? Ja, vojna traja že dolgo, vendar vsak civilist, ki živi tukaj v Izraelu, razume, da moramo zaščititi to državo. 7. oktober se zdi kot dolgo obdobje. Po eni strani je dolgo, po drugi strani pa kratko. Še vedno smo traumatizirani zaradi novih stvari, ki smo jih od takrat slišali in videli. Toda izraelskega ljudstva je tisti, ki na koncu zmaga. In to je tudi duh ljudi v IDF. In zato sem prepričana, da bomo premagali vse izzive, s katerimi se bomo soočili in dali vse od sebe. V zadnjih nekaj letih smo se veliko naučili. Imamo veliko izkušenj, stvari, za katere si morda nikoli nismo predstavljali, da se bodo dogajale hkrati.
in veliko smo dosegli. Sploh nismo govorili o dosežkih tisoče kilometrov stran od tod. Ampak ja, zgodilo se je veliko stvari in prepričana sem, da bomo s svojim posebnim duhom, ljudmi in državo kos vsemu, kar nas čaka. In ja, še vedno imamo motivacijo, da ohranimo to državo takšno, kot je. Zelo cenimo, da ste tukaj v studiu in želimo vam vse najboljše v vaši novi vlogi. Najlepša hvala novi mednarodni govorki IDF, podpolkovnici Arieli Mazur. Cenimo, da ste tukaj v studiu. Hvala, hvala, vse najboljše.